Pred približno 10 leti sem se začel ukvarjati z barmanstvom po končani srednji gostinski šoli. Sprva sem nekako pričel mešati koktele kot klasičen barman, potem sem se pa kaj hitro navdušil nad atraktivnim mešanjem. Dober dan, pozdravljeni. Samo moment. Torej, dobra juha je kot dotik nežne roke, je kot mehka žametovina na goli koži, je kot... Ja, zdaj le me pametno zaneslo, kaj ne? Torej, škampovo juho bomo pripravili, tako, ta pravo, v ponvi, iz ta pravih škampov. In zato bomo škampe, škampe bomo najprej seveda lepo... Mojster, trenutek. Škampov se ne reže. Lepo vas prosim. A zdaj pa kar vse v ponu. Da vam kot mlad kuhar lahko povem par zgodbic, katere sem jaz doživel v moji dolgi življenjski poti kot kuhar. Kot mlad kuhar sem imel mogočnost izobražbe v kuhinji v glavnem pri starejših kuharcah, ki so nas, mlade kuhare, čisto drugače nekje obdelavale, rečem prekmursko, kot svoje sovrstnice ženske. Ja. Kuhar je prej bil nekje en člen v kuharski verigi, kateri je vedno malo bil pozadje. Ja. In vedno smo rabili več energije, da smo se lahko prebili nekje na prvo mesto. V naslednjih letih so posebni dogodki za mene. Nekje uspešno končan izpit kuharskega mojstra, potem dobitek zlate medalje na kuharske olimpijadi in na kraju potem ta zelo svetsko znana Michelinova zvezdica, katera me je premogla v moji karieri naprej. Pozdravljeni. No, tole bo pa, higijena seveda, samo tokrat pravilno udejanjena. Priprava škampove juhe se začne tako, kot se mora začeti. Škampi v ravno prav vrelo vodo. Ko so škampi kuhani, nežno meso spravimo ven iz oklepov. In pripravimo fond. Malo konjaka, flambiramo. Zalijemo. Za osnovo najprej maslo, čebula, zelenjava, v našem primeru zelena in korenček, rahlo prepražimo. In sedaj tisti pravi, dobri fond ali osnova, pa malce belega vina. Ja, tako se dela prav. In potem na rahlo vmešamo smetano.
mirno in počasi. Čisto na koncu dodamo nežno meso škampov. Seveda, še sol in poper. Malce peteršilja. In lično pripravljen škamp kot dekoracija. Božanska juha v primerni posodi. In prava paša za oči. Dober tek. V šoli smo potovali po Sloveniji, videl sem Slovenijo, bili smo en mesec na Danskem, potem s podjetjem smo bili v Nemčiji, Avstriji, v kratkem se mi obeta Švedska, potem Belgija in res toliko enih izkušenj, toliko enih potovanj. Potem spoznal sem ogromno glasbenikov, stregel sem politike in res ta poklic mi je dal toliko enih lepih izkušenj in res mi ni žal, da sem v tem. Lahko rečem, da se vidim v tem poklicu. Jaz upam, jaz mislim, da bom v tem poklicu tudi uspel. Jaz se trudim, trenutno hodim še vedno v šolo, v višjo strokovno šolo v Maribor. Zdi se mi zelo dober in lahko rečem, da je lep poklic, da sem vesel, da sem se za to odločil. Starši so mi sicer svetovali, naj grem v ekonomijo, ne vem kaj, ampak jaz nikoli nisem padel po te nagovore, tako da že res od majhnega sem vedel, kaj si želim in sem vesel, da sem v tem in da to delam.